Zdaj pa, družba moja draga, ne? V Sloveniji imamo, če sem res strok, ne? Ene 3 do 4 pogojno res velike glasbene zvezde ženskega spola, ne? In ena izmed njih je zdaj z mano na moji Skype liniji. Dame in gospodje, v izjemno čas mi je, da lahko pozdravim in vidim eno in edino prekrasno, prečudovito, seksi, vročo, neponovljivo, zavedno lepo in prekrasno Sašo Lendero. Saša Lendero, a se midva vidiva in slišiva? Isto, ki sebe čudovito vidim in čudovito slišim. Kak ti je bila všeč ta moja napoved? Daj mi povej. Sem se že ustrašila, da koga drugega napoveduješ. Sem se kaj zmotil? Kje sem falil pri teh pridevnikih? Pa jaz mislim, da čist nikjer. No vidiš. No vidiš, Saša, mnogi ljudje, ko sem objavil danes na Facebooku, da boš ti z mano tukaj prek Skypa, so rekli, čakaj, kaj pa ona kaj počne, zadnje čase pa mi nje nič kaj ne vidimo, a še poje, a še nastopa, a je še kaj na televiziji, da nam povej, včasih si bila vse posod, zdaj pa se mi zdi, da si se mičkeno nazaj potegnala in da se ti ne ljub več toliko izpostavljati, imam prav, ali kaj je zgodba okrog tega? Ja, veš kaj, največ je to, da časa ni za vse in moraš postaviti potem ene prioritete. In zdaj jaz njih pa res delam največ na nemškem govornem področju. In tak sama, jaz bom to si dala ven, pa bom takole govorila. A me slišaš? Ja, te slišim, sam pumi neki nagaja. Zaradi tega, ker sama sebe to odmevam, veš? In sama sebe poslušam namesto, da bi tebe. To pa ne smeš delati, ne? Vsaj neki časa mene posluši, ne, ja. Ja, lej, zdaj, ko imaš možnost, da te ena ženska ful posluša, veš, te res moram. Če že ne poslušaš moža, vsaj mene posluši, ne? Daj razloži mi zdaj, kaj s to Nemčijo, no? Tako, evo, skratka, res delava veliko za Nemčijo, za Avstrijo in časa nekako mičkan zmanjka. Je pa res, da zdaj je tudi bil en tak obdobje, ko sem jaz mami svojo izgubila in je mal ni bilo tiste pravega navdiha za vesele pesmi, jaz pa zelo rada ustvarjam vesele pesmi, se mi zdi prav res zažurno. Jaz sem na splošno zelo vesel človek, zelo imam rada življenje in rada pridem na oder in razveseljujem ljudi. Zdaj pa ni bilo tako, nisem bila ravno v takem razpoloženju in sem malo počakala. Ti pa kdaj si nazadnje imela prav takem pravi koncert? To pa že kar nekaj časa v bistvu nisi priredila. Moraš en tak comeback tour narediti, če mene vprašaš, ko bo konec tega stranja karantenskega, da greš na en tako comeback turnejo. Kaj praviš? V bistvu mi zelo veliko pišejo v zvezi s tem, pa me sprašujejo. Tako da ne vem, no, pravzaprav, kaj se bo v zvezi s tem zgodil. Po eni strani me mičkan matra, po drugi strani imam pa zdaj zelo velike koncerte v času samoizolacije vsak vikend. Namreč za celo Brezovico vsako nedeljo ob 6. zvečer. Namreč jaz zapojem svojim sosedom, bližnjim in daljnim, in slišijo me celo v sosednjih vaseh, se mi javljajo. Namreč na začetku smo to počeli z Arijinim enim takim ozvočenjem za karaoke. No, potem je pa to naš dobri župan slišal, zato in je uredil, da imamo mi profesionalno ozvočenje, ki ga vsako nedeljo priklopimo. Saša, če te zmotim, zdaj mi je jasno, zakaj policija v Brezovcu skozi hodi. Zato, ker ti poješ in sosede motiš s tem, ne? Lej, nehaj to početi, Saša. Zdaj mi je jasno, kaj se dogaja tam pri vas, ne? Nekaj srat. Ker ti poješ non-stop, ti ne znaš nehat pet, razumeš, ne? To je res, ampak to vejo sam pri meni doma v hiši.
Aha, Saša, minutko še imamo za čvek, potem bomo mogli iti na video spot, kajti časa nam je očitno zmanjkalo, ker se imamo zelo fajn. Daj mi povej, Saša, na hitro, predno nehava, zdaj sta z Mihatom, tvojim lepotcem, razumeš, kot ti ga zavida, pol slovenskih bab, ne, zaprta non-stop skupaj, ne, v karanteni. Ne tega, ne tega. On ga, te tudi pozdravlja nazaj, ampak tega tvojega hercog Mihata, sta se kaj skregala zdaj, ko morata skozi skupaj biti, iskreno? Nisva, še ta te pozdravlja, pa Puja tudi. Čakaj, niti enkrat se nista skregala. Veš kaj, midva sva navajena tega, da sva 24 ur na dan skupaj. Za nas v bistvu ta samoizolacija ni spremenila kaj vsakodnevnega življenja prav veliko, razen tega, da se soočava s podobnimi skrbmi, kot se vsi ostali, ne. Drugače pa ne, super nama je, kar se tiče odnosa, sva midva, veš, svoje krize dala čez, tako da naj te ne skrbi. Ne, ker Miha mi je zanj privat pisal, je mal tarno, je rekel Istok, stari moj, je rekel, Maljo, že imam dost, ti kaj veš, da bo konc karantene, ne, sem rekel, lej, Miha, ne seri ga, drži se jo kot klop, ker boljše ne boš dobil, ne. Nočem komentarja na to, Saša, ker da ma je zmanjkal časa, zavrteli bomo video spot tebe in Dom na Kumra, to je tvoj zadnji video izdelek, vrhunska pesnica, super zažur, Saša, mej se lepo, rad te imam to itak, veš, in ostali tako lepa in krasna še naprej. Čau. Družba, moja draga, to je bila dobra volja z Istokom.